hkrati se pa trudimo biti tudi inovativni, pa da prepoznamo kakšno priložnost. In tako se je pokazala recimo priložnost, ko smo, če poznate gostilno Rakar, ena izmed najboljših restauracij na Dolenjskem, no oni so znani po svojem najboljšem krem bruleju. Tega naredijo vsak dan ogromno in seveda jim ostajajo beljaki. Smo že sredi dogajanja v okviru 4. podeželskega parlamenta v Sloveniji. Zakaj rečemo temu 4. podeželski parlament? Zato, ker gre za tradicionalni dogodek, ki se po pravilu odvija vsake 2 leti. Pričeli pa smo ob 20. obletnici osamosvojitve 2011. V okviru Direktorata za regionalni razvoj na gospodarskem ministrstvu je razvoj lokalnega in regionalnega okolja, vključno z razvojem socialnega podjetništva, ki prav tako močno nagovarja regionalno komponento, ključnega pomena in nosilec večine seveda naših aktivnosti. Predstavlja glavni generator razvoja za spodbujanje lokalnih in regionalnih ekonomij in skupno je za izvajanje tega pristopa CLLD namenjenih nekaj manj kot 97 milijonov evrov. Dogovori za razvoj regij, ki so v pripravi in bodo v skupnem znesku za celotno programsko obdobje vredni okrog 500 milijonov evrov, morajo odgovarjati na ključne potrebe regij in preko skupnih projektov spodbujati tudi razvoj lokalnih in regionalnih ekonomij. Socialna ekonomija, katere del so tudi socialna podjetja, je, kot že omenjeno, prav tako eden od pomembnih gradnikov razvoja lokalnih skupnosti in regij. Neoendogeni pristop bo zahteval vse vaše zelo smuko narejene lokalne razvojne strategije in rabil bo njegove potenciale, ki smo jih prej pogledali. Ampak pot do lokalnega in regionalnega gospodarstva bo imela nekaj preizkusnih kamnov. Pravzaprav nekaj gradnikov. Govorili smo o teritorializaciji, o regionalno-gospodarskih krogih, ki so širili naše območje, o prožnosti, ki bi morala biti skupna vsem, o mrežni strukturi, ki se dodatno še zapleta s crowdfundingom, crowdsourcingom, startupi in sploh ne poznamo dejansko vseh teh razsežnosti in našega podpornega okolja. In pravzaprav pridem do tega, da se vprašam, kaj sploh hočemo s slovenskim podeželjem. Ali hočemo v njem predvsem proizvodno, ali skušamo, tako kot sem na začetku kazala, potrošno narediti, ali pa ga imamo pod določenimi varstvenimi režimi, ki imajo seveda tudi svojo pomembno funkcijo. Besede, kot so nizkoogljičnost, zeleni turizem, krožno gospodarstvo, vsi ti koncepti postajajo že mainstream politike. Zato vrednost naših virov seveda narašča. To pa še ne pomeni, da je avtomatično samoumevno, da bomo imeli pa potem posledično kar vsi blaginjo, zato ker imamo te vire in ker njihova vrednost narašča. Priča smo temu, da je vedno več virov v bistvu pod, kako bi rekla, kremplji multinacionalk in dogaja se privatizacija vodnih virov, genskega materiala, zemlje in prostora. In vedno manj se zaključujejo zanke znotraj lokalnih skupnosti, ampak se dobički pravzaprav izčrpavajo ven iz lokalnih skupnosti in tam pa se samo uporabi bodisi prostor, bodisi zemlja, bodisi ostale naravne vire. In zaradi tega, ker je današnja smer razvoja še vedno prevladujočo netrajnostna in ker je edino merilo razvoja oziroma ključno merilo razvoja rast BDP, se nam vedno znova in znova pojavlja ta dilema, da moramo izbirati po eni strani med ohranjenim okoljem in ohranjanjem virov, po drugi strani pa med razvojem in delovnimi mesti. Ta dilema je lažna, ker vendarle lahko imamo oboje in moramo vse narediti za to, da bomo imeli oboje, ker eno brez drugega pač ne gre. Ko smo oblikovali slogan Dovolj za vse, smo seveda mislili s tem, da je dovolj virov za vse. Ampak obenem smo si tudi rekli dovolj. Dovolj je, da ne upravljamo v lokalni skupnosti z viri, ki jih imamo v lokalni skupnosti, ampak da z njimi upravlja nekdo drug. Da je dovolj, da moramo postati avtonomni upravljalci naših virov. Če samo lider CLLD pogledamo, gre za, kar je skupno zdaj izven sistemskim pa sistemskim pristopom. In to v pozitivnem smislu, zdaj pogledamo na to.
Oboji sledijo partnerskim principom. Ne. Tega se mogoče, ko smo mi v samem izvajanju programov LEADER pa CLLD premalo zavedamo. Ne. Kakšen pomen ima graditev partnerstva? Ne. To je tek na dolge proge, ne. To je maraton, ki bo trajal desetletja. Ne. Izjemno pomemben. Ne. Se pravi, moramo zgraditi takšna partnerstva, ki bodo sposobna se soočiti z klimatskimi spremembami in z podobnimi izzivi, ki so pred nami. Nekako imam zdaj občutek iz terena, pa na vseh teh delavnicah, ko smo se videvali, da vam je ta entuziazem za nek uspeh, navdušenost, da naredite nekaj za podeželje ali pa za vašo lokalno skupnost zaradi birokratskih ovir, nekako malo padla. Jaz še vedno ne vidim tega. Jaz sem še vedno v zelo pozitivni luči, zelo pozitivno usmerjena, kar se tiče izvedbe samega ukrepa, sploh pa kar se tiče CLLD-ja. Res, da imam manj izkušenj kot nekateri od vas na tem področju, ne na področju samega kmetijstva, ampak na področju razvoja lokalnih strategij. Ampak kljub temu, če boste vi odločni, potem bo tudi vaša strategija izvedena, tudi vaši cilji doseženi. In več kot boste naredili, več kot bo truda vloženega v to stvar, tudi za tem stoji neka nagrada. To, kar sem prej rekla, rezerva za uspešnost je in rezerva za uspešnost ni zacementirana. Vsa sredstva, ki jih bomo dobili vrnjena od vas, ki ne bodo izplačana na določenem projektu, operaciji, gredo v kvoto za rezervo za uspešnost. Razmislek o poenostavitvi postopkov glede na vrednost projektov v smislu uporabe pavšalov in poenostavljenih postopkov v skladu z smernicami Evropske komisije iz leta 2014, ki pač predvidevajo različne možnosti poenostavitve postopkov za preverjanje razumnosti stroškov, kadar so stroški nižji, se pravi, gre za uporabo stroškov na enoto, drugih pavšalov in tudi celo pač praktično pavšalnega financiranja celotnih projektov, možnosti, se pravi pod nekimi pogoji, celotnih projektov v znesku do 100,000 evrov. If the LAG gets an application from a person that wants to do this, he can be supported somehow if his idea fits with the strategy in some way. But he might actually be met with sort of a request saying, well, your business plan looks okay, but I think you can improve it if you consider the LEADER method, if you consider our strategy. So please go back and do something about that. And then they will come back, and afterwards they will tell the LAG that their business plan was improved by including other stakeholders, by including other networks. Really, I'd like to start on a couple of reflections on what we heard just now from the examples of the bureaucratic complexities that CLLDs and those of us who try to make local development happen, what we have to face. Now, what Alina Stupetlic presented is not unique. Don't think that in Slovenia you're the only ones to suffer through this extraordinary ability of our national administrations to invent irrational complexities and an irrational love of detail that makes us fail to reach this common goal that we apparently all jointly are aiming towards. There seems to be two principles at work that I strongly believe exist. The first principle is that the more you hear the word simplification, and the European institutions have been using this word simplification for a number of years now, the greater is this capacity of our national administrations to invent new complexities and make things slow down. The second principle I believe in is that there is nothing that sharpens the mind of civil servants and politicians at a national or regional level than the threat of losing money. And actually I have a picture here.
You can see this is in cooperation, this project is in cooperation with National Geographic. And you know those big yellow frames of National Geographic. And we got permission from National Geographic magazine from United States to use their trademark for our regional campaign. And we put to the landscape those yellow frames, 4 meters high. It's very massive. We put those frames to the landscape into the places where we found that those places give in a best way to tourists information about our legends, our history and our identity. And this project is not only tourist project, this is half tourist project and half South Estonian identity project. Ti dve ključni besedi, ki se mi zdita, da bi jih kazalo poudariti, posebej poudariti sta v angleščini pride and trust. Se pravi ponos in pa zaupanje. Če bomo na teh dveh besedah delali, potem jaz verjamem, da bomo vsi uspešni še tudi v prihodnje. Dobrodošli v novem mestu, tu pod Trško goro, na grbu Centru biotehnike in turizma. Tale pozdrav pa bi zanikal v imenu organizatorjev podeželskega parlamenta, to so Društvo za razvoj slovenskega podeželja ter partnerji mreže za podeželje. To so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij in Zveza slovenske podeželske mladine. Dobar dan, spoštovani gostje, spoštovani podpredsednik državnega zbora, gospod minister, vsi visoki gostje, predstavniki komisije in tudi predstavniki 17 evropskih držav. Lepo pozdravljeni. Kot vidite, smo letošnji 4. podeželski parlament razširili tudi v mednarodno dimenzijo. To nas zelo veseli. Prispevamo k evropski kampanji, tudi v Evropi se dogajajo podeželski parlamenti in slovenski glas je tam vedno dobro zapisan, zato ker smo glasni, čeprav smo majhni. Mislim, da je v naši hiši to posebej praznik, čas, da smemo biti gostitelji tega zelo pomembnega dogodka. Ja, tudi v našem centru si želimo diskusij, ki so pomembne za naše diplomante, bodoče kmete, bodoče živilce, gimnazijce in seveda si želimo, da bi bila ta bodočnost vedra, da bi bila pozitivna in seveda tudi na področjih, katere pokrivamo, optimistična. Vse pogosteje se namreč zdi, da je globalizacija konec. Nekateri si za označevanje tega trenda sposojajo pojem sociologa dr. Rolanda Robertsona, glokalizacija. Sam pa bi raje dejal, da se je znotraj globalizacije zgodil preobrat, ki je v ospredje ponovno potisnil predvsem lokalne identitete. Slednje so tako pomembne, da lahko postajajo samostojna blagovna znamka. Pridelovati lokalno in kupovati lokalno, proizvajati domače in kupovati domače, tako niso le usmeritve in dejavnosti nekaterih posameznikov, temveč so, kot jih znamo in zmoremo, izkoristiti mogoča konkurenčna prednost tako doma kot na tujem. Tega se moramo vsekakor zavedati. Velik in kompleksen izziv pa predstavlja tudi ohranjanje mladih na podeželju. Torej, kako mlade motivirati, da ostanejo na podeželju ali kako jih privabiti, da na podeželje pridejo, se tam ustalijo in na tem podeželju najdejo perspektivo za svojo prihodnost.
Mladi so namreč tisti, ki ohranjajo podeželje živo, so zagotovilo za njegovo prihodnost, pa tudi zagotovilo za vzdrževanje kulturne krajine. In pomembno je, da se zavedamo, zakaj podeželjski parlament. Gre za idejo, da v reševanje težav podeželja, reševanje izzivov, ki so pred nami, pa tudi izgradnje boljše bodočnosti, je vključenih čim več ljudi. Torej, ideja podeželjskega parlamenta je, kako vključiti tako v odločanje, kasneje pa tudi v nadzor ljudi, ki živijo na podeželju. Pogosto se naredi enačaj, ki je napačen, da je podeželje kmetijstvo. Podeželje je tudi kmetijstvo. Vendar samo, mislim, da slabih 20% ljudi, ki živijo na podeželju, se ukvarja z kmetijstvom. To govorim zato, ker se pogosto skuša vse težave podeželja potisniti v kmetijski resor. Kmetijski resor. Ali gledamo organizacije na področju kmetijstva, ali gledamo tisti del vlade, ki ima naziv kmetijstvo in podeželje, ali gledamo parlamentarni odbor za kmetijstvo. Te inštitucije ne morejo reševati vseh težav, ki so na podeželju. Povsem upravičeno pričakujemo tudi vso skrb infrastrukture, zdravstva, šolstva in vseh ostalih, da enakomerno razvijajo slovenski prostor. Rural Parliament gives you very good opportunities to speak together, to discuss about important things. And at the European level, we are organizing this year third European Rural Parliament, but you have already fourth European Slovenian Rural Parliament. And it says that you are one step ahead of us. Congratulations for that. Starting point is the current policy framework. Policy framework, you see, have quite an impressive budget in hands. So you see that the second pillar of the CAP, development policy, counts for about 23% of the overall budget of the common agriculture policy. Have more than 95 billion euros over 7 years. And I know that for the rural parliament, of course, leader is in particular important, so they will spend more than 9 billion euros. In zadali smo se v bistvu 3 vprašanja, na katere smo potem tekom teh 120 minut poiskali tudi ideje oziroma odgovore. Tako da prvo vprašanje, ki smo si ga postavili, je bilo, katere agroživilske verige vrednosti najbolje podpirajo trajnostni razvoj podeželja in pa tudi zdravje ljudi. In ko smo rangirali nekatere ideje, so na najvišje mesto v bistvu prišle sheme kakovosti. En ključen zaključek pa je bil, ki ga je prav poudarjala predstavnica ministrstva, da je ključno, da ima kmet razpršen način zavarovanj, se pravi več adutov, ne pač, da je zavarovan sam na en način. Ob tem smo pa še dodatno ugotovili, da so te obstoječi PRP ukrepi, ki prispevajo k zboljšanju podnebnih sprememb, zelo potrebni v Sloveniji, tako investicijski kot okoljski, in da je pač treba na tem vztrajati, da bi se obstoječ način zavarovanja ohranil, ampak da bi vendarle razmislili še o novih načinih. Potem smo tudi razmišljali, kako bi se kmetje bolj zavedali pomena zavarovanja, in smo ugotavljali, da tu na silo ne bo šlo, ampak da je treba to spromovirati s primeri dobre prakse. Ugotovili smo, da je infrastruktura osnova, pravzaprav temelj razvoja podeželja in ustvarjanja delovnih mest. Nič kaj novega, ampak ko smo pač ugotavljali, smo en kupec nekih podpornih dejstev dali k temu, da dejansko brez dobre infrastrukture ne moremo nič narediti. Potem smo ugotavljali, da so spodbude, ki bi spodbudile pravzaprav nova delovna mesta pa zaposlovanje, predvsem dobro razvita infrastruktura, in pri tem ne govorimo samo o infrastrukturi v smislu komunalne,
torej novih cest ali pa kakršnekoli še, recimo tudi digitalne infrastrukture, ampak govorimo tudi o institucionalni infrastrukturi, pri tem pa govorimo, oziroma smo se pogovarjali o tem, da bi morala biti decentralizirana uprava, da bi ljudje imeli lažji dostop do inštitucij državnih, nižji prispevki, poenostavitve postopkov. Pri tem poenostavitve postopkov je jasno, da mislimo tudi na birokracijo, ki je pri nas izredno velika. Prostori, kjer seveda poleg akterjev je za medgeneracijsko sožitje pomembno tudi, da ima ta zgodba svoj prostor, pač da se ljudje lahko nekje srečujejo. Zdaj v mestnem okolju so to zelo danes poudarjeni medgeneracijski centri, to je seveda urbana zgodba, podeželska zgodba pa ima lahko in tudi ima svoje značilnosti, lahko je cela vas kot celota tak prostor, kjer se generacije med seboj srečujejo in izmenjujejo znanja, mladi pomagajo starejšim pri storitvah, starejši mentorirajo mlade, mladi tudi pomagajo starejšim pri raznih opravilih, jih prevažajo v zdravniku in grejo v trgovino in prinesejo zdravila in tako naprej. Pač vse te zadeve kot vas lahko deluje. Normalno, da če gledamo gospodarstvo, je pač storitev ena izmed gospodarskih panog, se pravi to terciarna, in to je turizem, trgovina, posredništvo, vse to. Ampak mi smo to šli pol pregledovati skozi 4 temeljna vprašanja, kaj je zadovoljivo, kaj so tiste stvari, ki bi jih kot prihodnost v sklopu medgeneracijskega bivanja, kar smo poudarili, v sklopu tega, kaj nam kot svetovalnega orodja, oziroma to so vse ideje bile od udeležencev z namenom, če bi bili določeni pogoji, kaj bi vi začeli in kaj vidite, da bi pa zato, da bi pa res začeli tudi potrebovali. Na ta način smo potem na koncu skozi vse te diskusije poskušali v skupinah najti predloge, ki bi lahko kot storitev na podeželju zaživeli, in teh je bilo 18, pač predstavlja sem par večjih. Identificirali smo 4 ukrepe, ki so pomembni oziroma bodo pripomogli k dvigu samooskrbe, in sicer člani delavnice so izpostavili nujnost novih tehnologij. Pomembno področje je tudi znanje in pa izobraževanje, kot tudi povezovanje. Večkrat pa je bila na sami delavnici izpostavljena tudi zakonodaja, ki je velikokrat zapletena in pa tudi nerazumljiva slovenskemu kmetu. Pa smo se vprašali, kam pa bi šli in kam bi radi prišli v 3 letih od danes. Pa smo sklenili, da čez 3 leta bomo povezani. Vsaj tisti, ki smo sedeli v tisti sobi, pa vsak nosi svoje odgovornosti. Na tem ali onem ministrstvu, v šoli, v državnem svetu, v kakšnem drugem zavodu, zavarovanem območju, vse povsod. Povezali bomo sektorske politike, baze podatkov. Kakšno je stanje na področju znanja, nek presek tega, o čemer smo govorili. Zanimivo, da je zelo močno izpadlo to, da imamo neusklajeno izobraževanje s potrebami razvoja podeželja. To, da praktično podeželja v šolskem sistemu ni in da bi pač morali pregledati in dopolniti programe na vseh ravneh, od osnovnih šol, še posebej pa na univerzitetni ravni. Potem ključen faktor, ki seveda preveva današnjo Slovenijo na področju kmetijstva in podeželja, pa tudi na drugih področjih, je šibko sodelovanje med inštitucijami znanja, med upravičenci, do upravičencev, in da je to zelo v bistvu vrednostno nastavljeno. Imamo problem vrednot in zaupanja. Zaupanja med upravičenci, med kmeti, da ne govorimo kmetov do inštitucij
Potem pri ukrepih bi morali dejansko prestreliti vso kmetijsko politiko skozi foro znanja, torej osrednji element podpor ne financirati počez, ne se iti redistributivno politiko, ampak vsako sredstvo javno bi moralo vedeti, kakšen rezultat prinaša. Vse državne inštitucije ali pa saj večinoma, recimo pošte, ne vem, tudi druge recimo inštitucije, recimo od policije in tako naprej se umikajo, zaradi tega, ker vsi hočejo zdaj, da delujejo na nekih kapitalskih osnovih ali pa je država saj lastnik teh inštitucij. Po našem mnenju se pravi so potrebne določene ali gospodarske ustanove ali kakorkoli ali zadruge, ki pač so v teh manjših odročnih krajih, saj to zagotavlja recimo kmetu ali pa podeželanu, da ni treba, da se voz recimo, ne vem, 40 ali pa 50 kilometrov, naprimer iz Osilnice v Kočevje, ampak da ima osnovno preskrbo, to se pravi praktično v domačem kraju, to se pravi tako za prehrano, kot tudi za ostalimi stvarmi. So we really felt as a group that the whole move from the Commission towards multi-funding and CLLD is the right course of action. But because of the issues I was just talking about with simplification, it also means that the complexity sometimes increases when you have this multi-funded, multi-stranded, multi-ministry requirement to bring things together. So there is an inherent problem within that has to be resolved, but nonetheless, I think we all believe that that is the way to go into the future, to make this multi-funding approach more manageable and more doable, because it actually reflects the reality of life much better. Tisto, kar je bil poudarek delavnice in bi ga poudaril mogoče na prvem mestu, neposredna plačila, proizvodno vezana neposredna plačila za proizvodno hrane. Se pravi, tega končnega produkta ne, se pravi jasno, kmetijstvo poleg tega zagotavlja ekosistemske storitve, ohranja poseljenost, ampak hrana, se pravi tista osnovni posel pravzaprav, ki ga družba od nas pričakuje in na to naj bodo vezana, se pravi tudi neposredna plačila. To je zelo močno izvenelo v delavnici. Vendarle, tukaj je zelo pomemben klic, tudi pogojen pravzaprav verjetno manjšimi sredstvi SKP za manjšo ovojnico v prihodnem obdobju na podeželje pripeljati tudi druge razvojne politike. Izzivi so veliki. Sredstev kmetijstva je že tako malo, za toliko velik problem pa zagotovo premalo. Hvala lepa za to možnost in lep pozdrav. Jaz bi se v svoji zaključni misli, ker bom vseeno poskušala biti kratka, dotaknila najprej tega bistva, tega foruma, te platforme participativnosti. In sicer to je res tista prava žlahtna participativna demokracija, zato ker je ta parlament potekal na način, da je izluščil neke skupne misli, neke skupne ideje za prihodnost v teh delovnih skupinah, se pravi, je soočil različne interese in jih nekako artikuliral v nekatere skupne misli. Seveda še zmeraj smo mi dobili samo skupek idej, to je bilo lepo povedano, kdo bo zdaj iz teh idej naredil zaključke bojo pa seveda prišli čez naslednje faze. Čakata nas dve kampanji. Ena kampanja sledi v Sloveniji, najmanj, kar si lahko obetamo, ali pa najbolj skromna ambicija v zvezi s tem je, da poskušamo s povzetki in zaključki tega podeželskega parlamenta priti iz polja participativne demokracije v polje predstavniške demokracije. To se pravi, pod narekovaj, napasti državni zbor skozi odbor za kmetijstvo in odbor za gospodarstvo, da se soočijo z temi problemi in da tudi o teh razmišljajo. Druga kampanja bo šla v smeri evropskih institucij, najprej v naslednjem mesecu preko Evropskega podeželskega parlamenta. Vi ste danes povedali, kaj bi bil idealen podeželski prostor. Mi, pač vi kot organizacija, mi kot ministrstvo smo zato tukaj, da k temu težimo. In od tega,
Koliko smo se sposobni temu približati, je odvisno, kakšno podeželje in družbo bomo imeli.